Ej, ta del boste zgrevali. Ok. Tako, zdaj sem dala še na, mogoče moram še zaprti vrata. Sem dala na rekord, upam, da se nam kdo pridruži, če ne bova pa potem kar začeli, sej na koncu koncev bojo lahko pogledali potem v posnetku, a ne. Nič, Drži, ja. bomo še počakali. Zdaj, če se kdo slučajno pridruži, pa mora čakati, jaz upam, da ne, ni. Vse sem pregledala, tako da Ok, vse je tako, kot mora biti. super. Ja. Tako da jaz ti bom najprej lepo zahvalila, da si prišla. Pa predvsem mislim, da te moram najprej predstaviti, a ne. No, torej, danes sem v Lali na kavi povabila Marjeto Česen, ki je predstavnica podjetja Pharmahemp. Z njimi sicer smo že sodelovali in smo imeli te kapljice CBD. In sicer ona je po izobrazbi magistra farmacije in pa doktor znanosti iz smeri ekotehnologije, kar je tudi zelo zanimiv. In pa se pa podjetje samo se predvsem so vodilni in se ukvarja predvsem na CBD področju. Mi se bomo pa danes pogovarjali predvsem, kako se hitro in diskretno skrijejo mozolji oziroma enostavno nekako z obliži pravzaprav, a ne, kako lahko PMS mozoljem rečemo konec. Tako da imamo takrat ravno toliko več drugih težav, kjer zares ne rabimo še takrat tistih mozoljem, da nas izbruhne polha, ne, saj vsi poznamo, kako to je. Tako da bi rada pomagala vsakmu problemu, vsem ženskam, predvsem pa tisti, ki me še ne poznate. Jaz sem Mateja Kalin, ustanoviteljica Lali Cup menstrualne skodelice. Predvsem pa je moja vizija, da ženskam predstavim lepši svet skozi menstrualne rešitve. Se pravi, vse, kar je povezan z menstruacijo, ne, in zato delamo tudi dodatne vsebine, kot so na primer tele naši podcasti, kjer se pogovarjamo o vseh mogočih ženskih težavah in seveda rešujemo svet. Tako da, Marjeta, hvala še enkrat za tvoj čas. In pa upam, Malenkost z veseljem. da bova rešili svet danes, ne. Absolutno. Ja. Tako da, na začetku bi te v bistvu rada pravzaprav vprašala, glede na to, da jaz sem vas poznala zaradi teh CBD kapljic, ki so tudi zelo pomagale pri PMS težavah oziroma pri bolečih menstruacijah, pa ker je to pač majčkeno bolj problem pri zakonodaji, kako to, da ste se v bistvu odločili tudi na naravno kozmetiko iti oziroma pomagati tudi pri mozoljih in tako naprej. Ja, ne, če začnem mogoče čisto na začetku, naša zgodba se res začne tam nekje leta 2015 recimo, kjer smo lansirali prve CBD kapljice na tržišče. To so bile 5% kapljice v olivnem olju, ki so v bistvu še danes eden izmed najbolj prodajanih produktov. Začelo se je vse skupaj na način, da je naš direktor, gospod Andrej Sušnik, zelo hitro prepoznal potencial CBD-ja, ki ga pač ta spojina iz konoplje ima. In ko se je pojavil na trgu, nekako s pravilnim pristopom praktično res moč postati vodilno globalno podjetje na področju CBD produktov. Ampak mi smo zelo razvojno usmerjeni, zelo radi spremljamo trende, tako da smo tam nekje 2018 začeli širiti svoj asortiman tudi v smeri kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo CBD, Govorimo o izdelkih za ustno nego, o kozmetiki, tako imenovani A-gel za nego obraza, potem razna zdravilna kozmetika, ki rešuje težave, kot so varikozne vene, težave s sklepi, regeneracija po mišicah, mišična regeneracija, Pa bom rekla, ker opazujemo trende, tako kot sva se že malo pogovarjali, in ker iščemo rešitve na novodobne težave, posameznikov, v tem primeru sploh posameznic, smo šli tudi malo že ven iz sveta CBD-ja, in tako smo se odločili, da lansiramo obliže za mozolje, ki pa pač CBD-ja ne vsebujejo. Nekako je naša pot prišla to me zanima, no, kako zdaj to dejansko vse skupaj deluje, Super je, te obliže smo že videli, jih že nekako poznajo, moje punce jih recimo
res ful uporabljam, ampak kako to deluje, ne, prosim. Ja, zdaj mogoče, glede na to, da se dosti pogovarjamo o težavah ženskih, bi izpostavila, da recimo, kar se CBD-ja tiče, mu predpisujejo zelo blagodejne učinke na razne težave, kot so PMS, bolečina, nespečnost, stres, tesnoba in tako naprej, Seveda, kadar govorimo o kozmetiki, je pač vloga CBD-ja povsem drugačna, tam bolj ciljamo v primeru kakšnih kožnih obolenj na lajšanje težav, kot so suha koža, razdražena koža in tako naprej. Pri samem peču oziroma obližu, ki ga pa danes obravnavava, je pa majčkeno drugačen način delovanja, tako imenovan fizikalen način delovanja. To pa pomeni, da v bistvu obliž z hidrokoloidom, ki je pravzaprav aktivna snov v tem našem obližu, fizikalno veže nase maščobe, nečistoče in pač olja, ki so sestavni del mozolja, če tako rečem. Skratka, na ta način, da on absorbira vse te stvari ven iz mozolja, ga mi hitreje odpravimo. Ampak recimo, zdaj sta night care pa day care. Kjer je zdaj boljši? Ali to je treba in zjutraj, in zvečer, in cel dan, ali ne? To me še zanima, kako je v bistvu to najboljš uporabiti, da iz vsakega obliža iztisneš, kar je možno. Ja, zasnovali smo jih res kot dnevne pa nočne, se pravi dve varianti. Nočna je tista varianta, ki vsebuje več te aktivne substance hidrokoloida. To pomeni, da ga po noči, ko naneseš obliž na mozolj, res aktivno pobere največ možno, kolikor pač lahko pobere sam obliž. V primeru dnevnih smo jih pa zasnovali na način, da so majčkeno tanjši. To pomeni, da so majčkeno diskretnejši in da jih ne opaziš na 300 metrov, po domače povedano. Celo omogočajo, ker so zelo dobro se pritrdijo na kožo, omogočajo, da pravzaprav čez obliž nanesemo punce puder ali pa kak korektor, in ga v bistvu še dodatno prekrijemo. Tako da zato ta diferenciacija dnevni, nočni v resnici. Da se ti prav nič ne vidi, da imaš karkoli, ne? Ja, res ga lahko skriješ. Kako hitro se pa recimo pokažejo rezultati pol? Zdaj, kar smo, bom rekla, dobili feedbackov od naših strank, pa uporabnikov in uporabnic, je načeloma tako, da mozolj izgine nekje v 6 do 8 urah. Se pravi, to je neka normalna doba, ko naj bi sanirali mozolj. Je pa najlepši pokazatelj v resnici, kdaj recimo vseeno obliž zamenjamo, takrat, ko se obarva, postane take belkaste barve in takrat veš, da je čas, da ga lahko odlepiš, in v kolikor je mozolj še vedno tam, daš nov obliž gor in v bistvu nadaljuješ zdravljenje. Tako nekako. Zdaj imamo pa že eno prvo vprašanje. Ali obliži delujejo na vseh vrstah kože? Jaz imam mešano in občutljivo. Vprašaj. Hvala, Katarina, za vprašanje. Ja, v resnici delujejo na vseh vrstah kože, kar bi bilo mogoče dobro izpostaviti, v tem primeru je, da se kožo vedno pred nanosom dobro očisti, se pravi z nekim čistilnim gelom očistimo maščobe, očistimo ličila in potem na brezmaščobno kožo, bom rekla, nanesemo svež obliž gor, ker to potem res deluje na mestu, kjer mora samemu mozolju, da ne poberemo praktično z obližem še vsega ostalega, kar imamo že itak na koži čez dan. Se pravi, recimo, moje vprašanje, namreč jaz imam najstnice doma, in to je mozolj pri mozolju, in potem tako hitro porabita vse te obliže, da na koncu dejansko res samo na te, ki so največji, naneseta, potem še po noči in tako, da tudi če je aknasta koža, pač... Ja, ni nobene težave, tudi zato recimo, ker so to ta snov, hidrokoloid je v bistvu zelo nežen do kože, kože niti ne draži, tako da smo res snovali produkt na način, da je primeren, bom rekla, za vse vrste kože, in tudi uporabljaš to lahko na dnevni bazi, ni neke omejitve v smislu, da to pa lahko zdaj samo par dni ali pa kakorkoli,
Praktično, dokler se mozolj ne posuši, je povsem normalno, da celo na isti mozolj večkrat naneseš obliž. Če jih imaš pač več, porabiš več, ampak sej načeloma paketek vsebuje 24 obližev, a ne, tako da je to kar zadosti, bom rekla, nekaj časa, no. Se pravi, sva rekla, da očistiš kožo najprej, pa pol Tako. šele naneseš puder in ne obratno, ne? To morava Tako, ja, poudariti, to je ne? kar pomembna stvar, no, zato da res pač s tem v bistvu povečamo učinkovitost, a ne, hkrati tudi naredimo okolje, ki je dovolj čisto, da ne nanesemo s kakšnim pudrom ali pa čem drugim še kakšen dodaten mikrob gor, da ne bi povzročili dodatnega vnetja, recimo, a ne. Skratka, ena fajn bariera je to, ki preprečuje kakršnokoli poslabšanje stanja, a ne, tako da to je v bistvu zelo dobro, a ne, v primeru, ne vem, če ste drugi taki, ampak ko je kakšen mozolj na obrazu, se hitro začnemo praskati, a ne, pa hitro nas moti, pa skozi neki tam prčkali in je zelo dobra stvar, da si daš obliž gor, ker potem mozolja ti ne boš razpraskal, a ne. Tako da to je tudi ena izmed takih prednosti obliža. Ja, to imam jaz najraje drugače. Da si Ja, mislim, da imamo to vsi in potem pač zelo praktično, a ne. Ja, sicer si že omenila, da korata rumen, ne, da se ga da dol, ampak koliko je pa v bistvu, koliko pa lahko pogosto te obliže uporabljaš? Da ne kakšno, ali Ja. kakšno draženje kože, pa recimo, če ga enega nočnega porabimo še kar malce čez dan. Ne, v resnici ni nič narobe, ne, če ga pustimo dlje časa na koži, ni nobene težave. Zakaj? Zato, ker v bistvu vse, kar se zgodi potem, ko postane bel, je, da neha absorbirati te maščobe iz mozolja, se pravi, postaje neaktiven v smislu zdravljenja mozolja, še vedno pa ohranja to bariero pred zunanjimi vplivi, se pravi pred praskanjem, a ne. Najbolj pametno je, če se hočeš mozolja čim prej znebiti, a ne, da ga ti v resnici odstraniš, ko vidiš, da je bel obliž, in naneseš gor novega, a ne, tako, to je nekako, ni pa omejitve v smislu, da bi bilo treba recimo toliko pa toliko obližev na dan, pač čisto po potrebi. Tudi v primeru, da bi se recimo zgodilo, da je majčkeno koža vseeno razdražena, pa malo rdečkasta, svetujemo uporabo kakšne vlažilne kreme, po uporabi obliža, tako da se pač povrne nazaj tista hidratacija, ki je potrebna v koži, a ne. Načeloma pa se pravi, so to zelo nedražilne snovi in so res primerne za praktično vsako vrsto kože. A so kakšni nasveti za najboljše rezultate, a ne, pri nanosu teh, pa pri nanosu in odstranjevanju? Ja, mislim, fajn je slediti eni taki praktični rutini, a ne, ker lahko gremo čez njo. Se pravi, sigurno je prva stvar, ki je zelo pomembna, kot smo rekli, priprava kože, a ne, se pravi, pred samim nanosom je potrebno res temeljito očistiti in posušiti kožo, tudi suha mora biti, a ne, ker se bo tako v bistvu obliž res najboljš prilepil na kožo, se pravi, tako, ki je suha, pa brez nekih maščob, a ne. Pri samem obližu, ne, zdaj mogoče bo najboljše, če kar eno škatlico odpremo, da vidimo, kako to izgleda, a ne. Vzamemo, seveda si je treba roke oprati, no, to je nekako logično, a ne, preden začnemo. Odpremo previdno tole vrečko, ta vrečka je namreč sterilna, a ne, se pravi, noter so sterilni, res čisti obliži, in potem vzamemo ven tole folijo z obliži, ga previdno odstranimo s te folije, skušamo se ne dotikati tiste adhezivne, se pravi lepljive strani, da ne nanesemo kakršnegakoli mikroba spet ali pa kakršnekoli smeti, bom rekla, iz okolja, in ga nanesemo nežno s pritiskom na kožo direktno na mozolj, a ne. Pa tako, kot sem rekla, ne, se pravi, tam 6 do 8 ur načeloma je neki normalen čas delovanja, a ne, če se pojavi bela barva ali belo do rumena barva na samem obližu, ga zamenjamo prej, a ne, in nadaljujemo v bistvu s postopkom, dokler ne dosežemo rezultata, to je pa v resnici pozdravljen oziroma posušen mozolj, a ne. Tudi kar se tiče odstranjevanja, no, to bi mogoče še lahko dodala, se pravi, res ga je potrebno
z nohtom prijet, nežno odlepiš, a ne, ni treba zdaj to nič na hiter, stvar je neboleča, nima nobenih takih vplivov na kožo in na povrhnjico, da bi kakorkoli poškodovala, ne. Če pa bi prišlo do majhne rdečice, je pa fino, da v bistvu uporabite neko vlažilno kremo, primerno vaši koži, zato da pač vzpostavite spet nazaj to hidratacijo in pač normalno stanje kože. Zdaj pa tudi mozolji so Mateja, ali je priporočljivo uporabljati obliže v kombinaciji z drugimi izdelki za nego kožo, kot so toniki, serumi in kreme, pač navadna nočna rutina? Hvala, Mateja, za vprašanje. Ja, vsekakor je zelo pomembno, ne, da gledamo na nego obraza kot neko s celostnim pristopom, a ne, se pravi, z obliži v resnici res rešujemo eno težavo, kjer se pač ženske v PMS-ju zelo pogosto srečujemo, je pa absolutno potrebna dnevna rutina, a ne, se pravi, čiščenje kože, dnevna oziroma nočna krema, zdaj tle imamo mogoče ženske malo različne poglede, kako to, kakšne vrste izdelkov uporabljamo dodatno, ampak absolutno je potrebno to delati v kombinaciji z izdelki za nego kože. Recimo ravno v tem našem Mika sklopu, a ne, blagovni znamki Mika, ki je v okviru podjetja Pharmahemp, imamo razvito dnevno in nočno kremo, potem pa tudi določene vrste serumov, ki pač zelo blagodejno vplivajo na kožo z učinki hidratacije, se pravi vlaženje kože, tudi, bom rekla, majčkeno pomlajevalnega učinka in tako naprej. Skratka, stvar, ki je res potrebna, a ne. Ključno je pa, da ne pozabite kože očistiti z nekim čistilnim gelom. Tudi to imamo v naši liniji, a ne, ki se pravi dopolnjuje lepo celotno zgodbo v resnici nege obraza. Pa mozolji se v bistvu tudi razlikujejo. Na primer, jaz ne morem gledati onih belih. Meni gre, zdaj to moram že takoj stisniti. Pa so pa ti podkožni, ki so pa taki rdečkasti, a ne. Zdaj, na katere obliž bolj deluje, če imamo kakšen... Ja, je tako, da v resnici primarno oziroma najbolj učinkoviti so tile trenutni obliži, ki jih ponujamo na teh belih, zelo površinskih mozoljih, a ne, te, ki jih res najbolj radi praskamo, a ne. Tako da te odlično rešuje. Kar se tiče mogoče teh majčkeno globih, a ne, je pa sigurno fajn uporaba tegale obliža, če ga imate pri roki, zato da v bistvu naredimo neko zaščitno bariero, se pravi zato, da mi da mozolj zaščitimo pred zunanjimi vplivi, pred tem, da bi s kakršnimkoli praskanjem povzročili dodatno vnetje, se pravi, da bi v bistvu poslabšali stanje mozolja. Ampak mi v bistvu v našem podjetju malo širše razmišljamo, a ne, in smo ravno ta problem že začeli reševati. Namreč razvili smo novo vrsto obližev s posebno tehnologijo, ki jih bomo lansirali v letu 2025, v resnici kar kmalu. Gre za tako imenovane microneedle obliže, se pravi obliže z mikroiglicami, ki vsebujejo več aktivnih snovi, ki pa zelo pospešeno in učinkovito odpravljajo ravno te podkožne mozolje. Gre za kombinacijo hialuronske kisline, salicilne kisline in pa BCP-ja, to je okrajšava za beta-kariotilen, en poseben terpen, ki se nahaja v konoplji pa še v kakšnih drugih zeliščih, a ne, in te snovi delajo zelo močno protivnetno in s tem v bistvu zelo dobro in pospešeno odpravljajo te globoke podkožne rdeče mozolje. Naj povem še to, da je ta produkt bil razvit v sodelovanju s podjetjem TNL, to je korejsko podjetje v resnici, s katerim sodelujemo pravzaprav že več let, in oni so v resnici tudi proizvajalci teh trenutnih pečev, se pravi, gre za neke vrste kozmetiko, ki prihaja iz Koreje. Oni so, bom rekla, doma na tem področju, in smo veseli, da imamo možnost v bistvu ponujati pod našo blagovno znamko tak učinkovit in pač zelo široko potrošen izdelek, tako. Sploh pa tudi mi jih imamo, ne, na naši spletni trgovini, glih zato, ker smo hoteli podpreti te hormonske težave, ki nastanejo takoj, ko še mozoljček pade in ti prav tja, ke najmanj hočeš,
in zakaj si res ne bi pomagali tako tam, kjer si lahko. Tako da, evo, za vse ženske imamo tudi to rešitev. Predvsem pa sem vesela, da bojo tudi te vsi možni mozoli lahko dobili neko bariero in da si lahko majčkeno omiliš, ko včasih res gleda, kot da si razkrampan do amena. Sploh pa zaradi teh hormonskih težav, no, bi jaz rekla, in ta PMS in vse, tako da. Ja, to je kar. Ja, kako pa edino kar, no, mogoče ta sustainable zdaj, a ne, imate kakšne obliže, ki so tudi okolju prijazni pa razgradljivi, recimo? Ja, zdaj, trenutni, se pravi, tele hidrokoloidni obliži, ki jih trenutno ponujamo, so res zasnovani kot enkratni pripomoček, se pravi, po uporabi jih odvržemo. Njihova sestava ni še 100% biološko razgradljiva, ampak mi smo v bistvu tako zelo okolju naravnano podjetje in lahko z veseljem povem, da razvijamo tudi nove obliže v tej smeri, ki bodo vsebovali drugačno vrsto proizvodnega procesa oziroma bojo drugače zasnovani, ti pa bodo 100% biološko razgradljivi in en dodatek, ki je zelo pomemben v našem svetu, je to, da bodo ti pa vsebovali tudi CBD, tako da bodo majčkeno drugačni od obojih, ki smo jih danes obravnavali, no, tako klasičnih teh, ki jih imate vi na vaši spletni strani že v ponudbi, kot teh, ki jih planiramo v prihodnjem letu. Bodo iz tega vidika močno protivnetno delovali, in tle bomo pa ciljali tudi majčkeno širše izven težav z mozolji, verjetno tudi v smeri kakšnih, bom rekla, pikov insektov poleti in podobnega, tako da to bo zelo tak malo širši produkt, širši spekter učinkov bomo pokrivali z njimi. Se pravi, skozi malo nadgrajujete, a ne? Zdaj imamo neko antibakterijsko delovanje z pomočjo hidrokoloida, ki v bistvu potegne ven vse tiste nečistoče, ki jih rab, a ne? Potem boste pa še dodali še več, sploh težko niti ponovim vse te učinkovine, ampak se že veselim novosti, evo. Ja, mi smo kar, bom rekla, tako zelo razvojno naravnano podjetje, res radi spremljamo ali pa poslušamo naše kupce, njihove težave, in zelo hitro zagrabimo stvar, ko vidimo, da pač v njej neki potencial oziroma da bomo s tem res široki publiki pomagali, ker konec koncev, težave z mozolji se začnejo tam v najstniških letih, in pri nekaterih trajajo in trajajo, pri ženskah sploh v tistih dnevih, v mesecu, tako da je res, se mi zdi, da tak produkt, ki pomaga toliko široki množici, res naredi en tak pozitiven vpliv tudi na družbo na konec koncev, no. Ja, poglejte, no, jaz sem skupaj z Lali Skodelico kar še obliže kupila na vaši spletni strani, ker se mi vedno okoli ustnic naredijo te PSM mozolji. Me pa zanima, ali lahko obliže uporabim na vseh delih obraza, tudi okoli oči oziroma ustnicah. Hvala, Mila, res. Ja, super vprašanje v resnici, krasna zadeva, zelo sva se fokusirali na obraz, in ja, odgovor je seveda ja, povsod po obrazu se jih lahko uporablja. V resnici bom tole izjavo še nadgradila, ker se jih lahko uporablja tudi po celem telesu, to je v bistvu stvar, ki je lahko, ti lahko reši tudi tisti mozolj na hrbtu, ki ga imaš, tako da ni nobenih omejitev v smislu, na kateri del ne le obraza, ampak tudi telesa jih lahko apliciraš. Tako da je res za povsod. Ja, predvsem je pa važno, da je to neka rešitev, ki nekako deluje in da so rezultati, to je meni vedno najbolj važno od vsega, da potem lahko tudi iz mojega vidika, mojih najstnic, ki so zadovoljne s temi obliži, potem lažje vas povabim na en meeting, da majčkeno več razložite in pa predvsem, da si pomagamo, no.
To je Ja, meni to je super. Najlepše slišati pozitiven feedback stranka, ne. Se pravi, takrat, ko vidiš, da so stranke zadovoljne, takrat, ko ti poročajo o temu, da hočejo to še naprej uporabljati, da so res videle nek učinek, a ne, takrat tudi sam dobiš neke vrste potrditev, da delaš v pravi smeri, a ne, da je to pač res produkt, ki je absolutno fajn, a ne. Tako. Mhm, mhm. Pa ja, no, dejstvo je, da nas vedno samo mislim, obraz zanima, ne? Če je na hrbtu, čist nič ne podpira on mozolj. Včasih niti ne veš, da ga imaš, to je res. Ja, sej, ne, ampak hvala Bogu, ne, da si Ja. lahko jih zakrijemo, no, to je važno, a ne. Ja. Ja, to je pri teh mogoče mlajših puncah, a ne, še toliko bolj pomembno, da imajo možnost v bistvu prekriti mozolj, pa hkrati nanesti malo pudra čez in da se tega res pol sploh ne vidi, ne, ker pač to so res travme in nekaterim je to res tako predstavlja veliko težav tudi z vidika čist psihološkega, ne, Ja. da se pač potem slabše počutijo, a ne, in s tem v bistvu se pač sredno tudi izboljša neko splošno počutje deklet, recimo v mladih letih, ki so malo bolj občutljiva, a ne. Ja, jaz se tudi spomnim sebe, ko sem bila v mlajših letih, sem imela vedno te herpese, a ne, in ni bilo enuno zobno pasto si dal gor in je bilo to, a ne. In jaz imam travme od takrat, a ne. Ja, verjamem, ja, to so ti In ravno momenti. tako se ti lahko zgodi z pač malo več mozolji, ne. Mogoče še to, no, sicer smo zdaj v neke vrste ženskem podcastu, a ne, ampak Ja. ti obliži so absolutno primerni tudi za fante, ne, tlele pri nas se najde kdo v pisarni, ki pride kakšen dan pač z obližem gor, ker konec koncev tudi fante motijo iste stvari, mogoče ima malo drugačen ritem, kar se tiče pojava ali pa izbruha, ampak načeloma, a ne, zdajle recimo, ko prihajajo prazniki, ko prihaja do teh obilnih večerij, a ne, in zabav, ne, se kaj hitro zgodi tudi moškemu delu, da se pojavi kakšen mozolj in so kar hvaležni, da se jih lahko na hitro znebijo, a ne. Se pravi, učinki ali pa vplivi hrane, tako sladkorja kot maščob, a ne, vse, kar v bistvu vpliva na nastanek mozoljev, je v bistvu skupen problem, a ne, vseh nas. Tako da. Ja, tako da hvala Bogu, da si lahko malo pomagamo. Ja. Zdaj, če ni nobenih vprašanj, je v bistvu sva vse povedale, ne? Mislim, da kar, sigurno se še kaj najde, sigurno obstaja še kakšna stvar, ki jo bomo mogoče pustili za naslednjič, a ne. Načeloma pa ja, no, to mislim, da je kar v primeru dodatnih vprašanj itak nas lahko zmeraj kontaktirajo, a ne, prek tebe, prek nas, kakorkoli smo na voljo, radi pomagamo, radi povemo še kaj več, če pač se poraja kaj kot vprašanje naknadno, sploh ni problem. Točno to. In v bistvu so povedali, tako da jaz mislim, da upam, da vam je bilo vsaj malo, ne bom rekla zabavno, ampak v korist. Tako da jaz bi se ti še enkrat rada zahvalila in uživajte še naprej, ne? Ja, malenkost, hvala tudi tebi, da sem bila gostja v prvem podcastu zame v resnici, tako da se upam, da je super izpadel in se veselim prihodnjih srečanj. No, super, Mateja je pa še rekla, nič bo za sprobat, super Zoom, smiley, hvala Mateja in Mila, hvala tudi tebi. Ja, hvala. In uživajte, se vidimo naslednjič na Lalini kavi. Hvala, čau. Čau.